Dobrodošli še v naši tretji oddaji, naši tretji posebni oddaji Vprašaj svojega mizarja. Še zadnjič je z nami Sara in do zdaj smo ugotovili, da boste z lesom moderni, srečni, no v tretji oddaji bomo pa ugotovili, da boste tudi pomagali naravi, a ne? Ja, okolju. Tako. Zdaj Sara bo povedala bolj kako. Tukaj je zdaj kompleksna stvar oziroma pač problema sta dva. Eno je, da je recimo 50% populacije živi v mestih in v 30, 20, 30 letih statistike kažejo, da se bo ta številka v bistvu povečala na 75%. To je okoli 3 bilijone novih ljudi, ki bojo pač nekje morali živeti. Ne? In to je velik izziv za arhitekte. Nekam jih bo treba dati, neka bivališča jim bo treba narediti. In verjetno bo šel trend v to smer, da bodo hiše vedno višje in večje, širše. Ne? In z kakšnega materiala se bojo gradile. V zadnjem stoletju sploh je bil ta glaven material v gradnji, sta bila beton in jeklo. In nič ni narobe s tem dvema materialoma, ampak če pa pogledamo zares ta okoljevarstveni vidik, ki si ga omenil, jeklo v procesu svoje izgradnje, globalno gledano, prispeva k 3% emisij v toplogredno, pač toplogrednih plinov. Beton kar 5%, tako da skupaj globalno gledano je 8% samo od betona in od jekla, teh emisij. Če gledava ZDA, je ta številka strašljivo večja, je to 47%. Tako da na prvem mestu je v bistvu gradnja, na drugem mestu je transport. Zanimiv, ne? Ja, in tukaj po drugi strani imamo pa les. Les je pa edini material, ki ga uporabljamo za gradnjo, ki je zrastel s pomočjo sonca, zaradi sonca. Je naraven material. In ko je to drevo raslo, je porabljalo CO2 plus nam dajalo kisik. In zdaj, če imamo gozden požar, drevo pade na tla, karkoli, gre ta CO2 nazaj v atmosfero in nazaj v tla. Ko ga pa uporabimo v gradnji, ima pa les zelo dobro čarobno lastnost, da pa v bistvu akumulira ogromne količine CO2-ja. Če naredimo primerjavo, se pravi, 1 kubičen meter lesa zakumulira 1 tono CO2-ja. Tako da je jaz mislim, da ta problem, kam bo te ljudi treba dati, ta problem arhitekture, in kakšen bo način gradnje, kateri materiali se bojo uporabljali, pa v bistvu na drugi strani ta okoljevarstveni problem, ker hočemo znižati pač seveda te emisije pa porabo energije, da les bo pri tem v bistvu zelo pomagal. Ja, bo eno pomembno vlogo sigurno igral. Ja. Super, no zdaj se težko kaj dodam na to izčrpno poročilo. Zdaj, mogoče čistko, prej sta se že malo pogovarjala, ne? Les še enkrat proti betonu pa jeklo, ne? Še kakšen nasvet, mogoče še kakšen tvoj specialni vidik na to? Moj specialni vidik, jaz mislim, da vsi trije materiali so se pač izkazali odlični za gradnjo, so dobri za gradnjo, ampak v zadnjih 20 letih pa zdaj, kakor v bistvu so neki trendi ali kaj, se pa probava vedno bolj les uporabljati v gradnji. Ne samo v gradnji nižjih objektov, ampak tudi v gradnji stolpic, v gradnji nobotičnikov. Ker les ima vsem to zelo dobro možnost, da dobro kljubuje potresom, tako kot sem prej v tisti kumulaciji govorila. Tako da, jaz mislim, da bi bilo v bistvu fino in da tudi bo les nadomestil ali pa zelo enakovredno pariral betonu in jeklu. Odlično. Zdaj, to je najna zadnja oddaja
bi ti še zdaj kot kakšen zadnji nasvet dala, tako nasplošno, na vse 3 teme, ki sva jih imela do danes, kakšno zaključno misel? A sem te malo ujel? Ne, pač ne se bati lesa, pojte, ne vem, pojte v gozd, objemite drevo, pa si vejco naštimite v vazico. Za začetek. Poj pa z leseno teraso in pergolo naprej. Evo, sam ne bi mogel dati boljšega nasveta. Evo, zdaj, če imate še po tej oddaji kakšno vprašanje, kar dajte v komentar. Bomo v kontaktu s Saro, no, tako da bo ona tu še dala kakšen vidik na to. Drugače pa to. Ja, hvala. No. Hvala, da ste bili z nami v tej posebni ediciji. Hvala Sari, da si vzela čas. Hvala vam. Tako da se pa vidimo mi čez 14 dni z našim klasičnim mizarjem nazaj. Če pa rabite izriz vrta, pa veste, kje je. Je pa Sara ta prav naslov. Lepo se majte in čau. Adijo.